Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelici in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Stožicah. Čakamo seveda na pričetek prvega ljubljanskega derbija v tej sezoni. V 9. krogu prve lige Telemax se bosta torej pomerila Olimpija in Bravo. Olimpija trenutno na 4. mestu s 13 točkami in lahko rečem, da bo tole obračun za prvo mesto v Ljubljani, kajti Bravo, ki je 7. zaostaja za državnim prvakom Olimpijo, v tem trenutku zgolj 2 točki. Torej v zmagi Brava bi Bravo prehitel na lestvici državne prvake, ki so v precej skromni formi s 3 porazi po 8 odigranih tekmah to sezono, kajti to je en poraz manj kot v celotni prejšnji sezoni. Gorenc, morda priložnost zdaj za protinapad Olimpije. Precej prostora, Marin, Antonio Marin, 2 zadetka je dosegel v tej sezoni. Marin in gol! 1-0, krasna akcija, pravzaprav bolj ali manj samostojna Antonija Marina. In Olimpija je povedla torej že v 4. minuti tega ljubljanskega derbija. Bivši nogometaš zagrebškega Dinama, ki se je zlasti v prejšnji sezoni ubadal s precejšnjimi težavami zaradi poškodbe. To sezono se počasi vrača, danes njegova 6. tekma in 3. zadetek. Takole sijajno Antonio Marin je nekako pretental obrambo Brava, potem pa zaključil takole. Dobra podaja najprej Aleksa Blanka, potem pa je hrvaški nogometaš v dresu Olimpije bolj ali manj opravil vse sam. In za nameček takole še matiral vratarja Uroša Likarja. Lepa akcija. In tole zgodnje vodstvo je, upam, da dober obet napadalnega vezista. Lepa podaja zdaj prav od Joga Pinta. Kojič, to zna biti nevarno, še vedno Kojič, ki se je odločil za strel, to da iz ugodnega položaja, potem nenatančen. To je bil globoko na polovici Olimpije, podaja proti Pečarju, gol, kakšna akcija, Brava, izenačenje 1-1. 28. minuta, odlično je krenil po levi strani, Tojbi Bu potem asistiral v sredino in kjer je mojstersko zaključil akcijo kapetan Brava Martin Pečar. Zaključek na prvo in brez moči je bil vratar Olimpije Matevž Dajčar. Glede na to, kar spremljamo, Bravo zasluženo do izenačenja. Poglejmo še enkrat, takole je presenetil Olimpijino postavitev Tojbi Bu. Nihče ni pazil nanj, daleč od Tojbi Buja je bil Čelhaka, potem pa sijajno Pečar in izid je torej poravnan. Nadaljuje Pečar z odličnimi predstavami. Ga podaja, ali bo zdaj tam Jakupovič, ki je poskusil na atraktiven način zaključiti tole akcijo in gol! Pečar zadeva, kakšna napaka ponovno v obrambi Olimpije. Pečar pa je še drugič danes premagal Matevža Dajčarja. Neverjetno, kakšne napake se dogajajo aktualnim državnim prvakom to sezono. Zdaj glasni žvižgi občinstva, Pečar do svojega 5. zadetka v tem prvenstvu. Tu ni bilo res kakšne hujše nevarnosti, Stankovič v skoku. No, poglejmo, pa potem takole Jakupovič na atraktiven način. Zdaj bomo videli tole akcijo. Še enkrat Jakupovič. To je bil tisti, ki je tam povsem zaspal v Olimpijini obrambi. Ja, mislim, da je to bil Veljko Jelenkovič. Jelenkovič napaka, huda napaka Jelenkoviča, ki je nekako bil prepričan, da bo žogo dobil vratar, potem je bilo vse skupaj prepozno.
Napaka Urbančiča, zdaj se odpira nekaj prostora za Bravo, tu je Jakupovič pa je zadev zunanji del mreže, 2 strela že Aldina Jakupoviča, tihom igrajo nogometaši Brava, predvsej bolj navdahnjeni kot Olimpija, zagotovo Jakupovič in do žoge Španec, to zna biti zdaj nevarno, Blanko ostaja pri zidu 1-2. Manko 10 minut še do konca rednega dela tekme. Bomo pa videli zagotovo kar dolg dodatek. Mitrovski na prvo, toda žoga visoko prek vrat Urbančič. Podaja Urbančiča, skok je dobil Atemona. A potem strel Dofa, malce iz obupa je sprožil Argentinec in Guidado. Lepa poteza Viktorja Guidada, pravočasna podaja za Stankoviča. Še vedno Stankovič, ali gre zdaj Bravo po 3. gol. Tu je Ivanšek in preslab zaključek. Ivanška le 6 minut dodatka. Družbo ostanite sicer še naprej z nami ob teh končnih številkah statistike. Seveda po oglasih pa nas čakajo še odzivi iz obeh taborov in pa zanimiva debata v našem studijskem delu programa. Lep pozdrav. I'm sure the match didn't go as planned. Despite the early lead, Bravo was able to produce a comeback and won the game. What would be your assessment of this matchup? Again, it was a hard bench for us this game. We are not getting our best version. We are not playing as we think. I think we have good moment of football in some part of the game, but we concede goals. We concede many goals. So I don't know another way to put the head down and keep working and work harder. And this is the hardest situation since I'm here in Olympia. So I think the only way is to put the head down, to work, and that's it. Agustin, thank you very much and good luck in the future. Martin, najprej čestitke za 2 zadetka, dostegli ste jo ravno na ljubljanskem derbiju in pa to v obdobju, ko ekipa nujno potrebuje točke. Kako bi vi povzeli današnje srečanje? Ja, super, hvala vam. Prvo, super tekma, odlična za nas, plus zelo pomembne 3 točke na ljubljanskem derbiju. Prelomnica, bi rekel, zdaj, če takšno tekmo zmagaš, seveda s pozitivnimi željami greš naprej. Čestitke vsej ekipi, odgarali smo to v 0, dober plan trenerski in čestitke naši ekipi. Zdaj, če malce bolj podrobno pogledava ta zadetka, ki ste jo dosegli, na prvi je zares bil izjemen, ker ste praktično samo nastavili stopalo, pa je žoga neobranljivo odletela v mrežo. Pri drugem je bilo pa zanimivo ravno to, da je vaš soigralec Jakupovič najprej poskušal škaricami, pa se mu niso posrečili, pa ste pa izkoristil to napako oziroma nesporazum v obrambi, kar dokazuje, da v bistvu napadalno usmerjeni igralci morate biti skozi oprežni, skozi pripravljeni na te napake obrambnih igralcev. Ja, pri prvem golu bi pohvalil našega centralnega branilca Kenana Tolidoja, ki je izjemno asistiral, super prodor in pol zavrnil perfektno žogo. Drugi gol pa ja, ta borbeno se poplača vedno. Čestitke Aldinu, čakamo samo še na njegov gol, super fant. Jaz pa sem mu delal to, kar vedno naredim in zadeval pol na koncu. Martin, hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala vam. Deloj, the local derby ended with the visitors celebrating. You started the match very well, but then fell short after their comeback. How would you evaluate your team's performance today? So I didn't hear the last one. How would you evaluate the team's performance? At least we fight till the last moment, till the last minute. I think we started well. First half we were really dominant, but you score a goal, but we concede the goals so easily at the moment. They have one shot, it's a goal, and then we make a mistake with a misunderstanding between central defender and a goalkeeper, and we're 2-0 down, and then they can draw back, then they can make the spaces really close, really tight for us. And then it's hard, and then they get in their strength by playing counter-attack. And I think we didn't create enough to score the goals, but I think we didn't deserve the loss, but that's no point, there's no use because we lost, and we have to do better. For the second time in a row, you took the lead but then lost. What can the players learn from this? Because it's easy to point the finger at the coach, but also the players should take their part. It's not. Look, we talked about these situations, and when you see the goals, also the last match we get, they are so childish and so
look, when somebody hits the ball from 20 meters and it's in the upper corner and you say, wow, what a really great goal, then it's congratulations. But we get the goals, we do it almost ourselves the way we concede the goals. And then it's really hard to stay in the game because then also you get a mental aspect from a little bit disappointment. And you see in the second half, we try, but there was also a little bit disappointment for no, not again. And we have to finish with that. We're not sorry. We just have to work harder and go on and learn from the mistakes. Thank you very much and good luck in the future. Okay. Trnol, najprej čestitke za zmago na ljubljanskem derbiju. Pred tekmo ste izpostavili, kateri faktorji bodo danes pomembni. Omenili ste predvsem duel, igro in pa ohranjevanje prave razdalje. Zanimivo je bilo videti ob koncu oziroma pred koncem srečanja, ko ste pozivali fante kljub vodstvu, da stojijo visoko, da pritisnejo na ekipo. Lahko bi rekli, da so vaš plan kar dobro upoštevali. Ja, super. Danes je bilo malo, bi rekel, divje na klopi, ker smo si res želeli te zmage. Predvsem po prvem polčasu, kjer, če na hitro povzamem, smo naredili res grozno neumnost in gol prejeli v trenutku, ko smo izgledali dobro, ko smo kvalitetno prehajali v prostore za linijo nasprotniku, imeli dober občutek. V tistem trenutku smo zares, bi rekel, kadetsko napako in to se nam že ponavlja na prekinitvah, tako da bo potrebno urediti. Najbolj pomembno je bilo pa to, da smo v bistvu to sredino igrišča zaprli. Olimpija je bila z velikim številom igralcem, z praktično rombom v sredini, pa s 3 centralnimi branilci, ki so odpirali in so nam prepogosto hodili ozko. Oba krilna igralca smo mogli dobiti ožje v prostor in potem smo Olimpijo predvsem v drugem polčasu izsilili samo na igro po bokih, se pravi, da nismo dovolili te kombinatorike v sredini. Res pa je, da je bilo pošteno strah, priznam, ker preprosto spet nismo tekme ubili, zaključili tako kot proti Domžalam. In ko se ti enkrat začnejo vrteti ti filmi, ko živiš skupaj z ekipo, ko si želiš, da do tega ne pride, ko je ekipa povprečno stara 22 in še nekaj preko 22 let, smo danes res veliko energije vložili in malo divje tekmo odvodili za to, da smo ta rezultat dosegali, ker ni nepomembno. Omenili ste vodilni zadetek Olimpije, ki ste ga v bistvu prejeli po protinapadu, potem ko ste izvajali kot. Velikokrat se izpostavlja, kako pomembno je v teh prvih minutah zadržati vodstvo, se nekako postaviti v pravo formacijo. Vas v bistvu to ni zmotilo, še pred koncem prvega polčasa ste se rezultat uspeli obrniti sebi v prid. Tudi to pa verjetno dokazuje, da ima ekipa neko psihično mentalno pripravljenost. Ja, sigurno jaz jim čestitam danes za to, kar smo rekli. Cilj je bil, da pridobimo stabilnost. Zdaj morda tudi, če se bi kaj zgodil drugače ob koncu tekma ali kakorkoli, ampak tekmo smo odigrali kar na visokem nivoju, predvsem smo se pa preko tekme kvalitetno stopnjevali. Vem, da je fantom ni lahko, ko dobijo določeno dodatno navodilo tekom polčasa ali ob polčasu ali že tekom polčasa, ampak odlično so odreagirali, odlično so se prilagodili na tekmeca in v bistvu tukaj mislim, da se je razlika naredila. Tako kot sem pa rekel, tukaj pa res takšnih napak, pa če želimo biti stabilni, ne smemo počenjati več, ker nasprotniku prej lahko podariš zadete, ker mislim, da potem Likar v drugem polčasu ni imel praktično niti obrambe, se pravi, smo vse dobro naredili in zdaj, če pomislite, da bi zaradi take napake tekmo zgubili ali remizirali, potem je izredno težko. Zagotovo ste lahko ponosni na vse fante, še posebej v spredju je bil pa Martin Pečar, kapetan, danes dosegel 2 zadetka, je že pri 5, v letošnji sezoni je vpisal še 3 asistence. Bi lahko bil on ta igralec oziroma protagonist Brava v tej sezoni, potem ko je v bistvu klub po 2 sezonah izgubil prvega strelca v zgodovini prve lige? Ja, glejte, jaz kot trener, veste, ko fantom gre dobro, sem izredno vesel. Martina poznam že iz mlajših reprezentanc, tudi zato sem imel veliko zaupanje, ko smo ga želeli pridobiti iz Avstrije. Sem vesel, da je tudi podpisal pri nas pogodbo. Ni bilo vse rožnato, tudi pri nas so bili vzponi in padci v formi. Ampak letosne številke so res odlične, če gledamo, da ne gre za čistega napadalca, ampak da gre za igralca, ki je bližje na trenutke vezne liniji. Zato mu jaz zato čestitam mu tudi za vlogo, ki jo je prevzel kot kapetan. Za mene je on sodobna desetka, ki ne išče zgolj žogo na mestu in v noge, ampak je izredno navaren v prostore, je dober v igri za hrbet obrambi, v kratkih prodorih, v pressing igri, predvsem je pa izredna osebnost, izreden karakter, tako da jaz sem zanj izredno vesel. Na drugi strani pa glede na to, kaj se je dogajalo v 2 letih, pa me je pa že strah, s kom ga bomo nadomestili, ker je to del klubske politike in tako, kot sem rekel prej, 8 igralcev z lanske sezone igra na višjem nivoju, je stopil korak naprej, sem za njih vesel.